V osnovni šoli Brusnice so se razveselili izdaje že 6. knjige. Tokrat gre za delo z naslovom Domovina skozi otroške oči. Tudi ta knjiga je izšla v sklopu projekta Rastoča knjiga. Danes praznujemo na osnovni šoli Brusnice prvo obletnico Rastoče brusniške knjige. Rastoča knjiga je vseslovenski projekt, ki temelji na zgodovini in bivanju Slovencev in hkrati ponazarja kulturni duh, ki ga v besedi združuje v zapisano besedo, tako imenovano knjigo. In na osnovni šoli Brusnice, tukaj za mano, imamo kip rastoče deklice, ki simbolizira rastočo knjigo. V bistvu osnovna šola Brusnice je do zdaj izdala že 5 knjig, tale zdaj je naša že 6. po vrsti. Če gremo kar po vrsti, Narečni slovar Brusniške doline pred leti, potem je tukaj le pravljica v 2 jezikih, vsaka ptica ima svoje nebo. Potem imamo današnjo knjigo, se pravi Domovina skozi otroške oči, potem v bistvu en tak zbornik Brusnice skozi čas in pa pred leti smo izdali tudi Srebrnjakovo pesniško zbirko z naslovom Križpotje. In kako se je razvila ideja za knjigo Domovina skozi otroške oči? Ja, v bistvu je projekt trajal 2 leti, že lansko leto smo naredili elektronsko knjigo na pobudo projekta, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Smo z 9 devetošolci naredili elektronsko knjigo, kot sem že rekla. In ta, se pravi, prispevki iz te elektronske knjige so v prvem delu te knjige, v drugem delu pa smo sodelovali letos vsi, cela šola. Enostavno smo lani začutili, da pri naših mladih manjka domoljubje, se pravi domovinske zavesti. Ponosni smo na to, da v deželi pod Gorjancem Brusničanka raste in raste za izdajo novih knjig. Danes bomo proslavili izdajo nove knjige Domovina skozi otroške oči. V knjigi so zbrana dela naših učencev, kako razmišljajo o domovini, domovinski vzgoji in domoljubju. Lična knjižica je izšla v nakladi 150 izvodov. To zavest razvijali s pomočjo spisov, opisov, njihovi stopni primerno. Mlajši so modrovali o zastavi, ustavi, grbu, himni, starejši pa so že prav esejsko razmišljali o domoljubju, se pravi o naši zavesti. Enostavno mislim, da smo dosegli cilje projekta, ker mladi so se začeli zavedati, da ne živijo slučajno na tem koščku zemlje, ampak da nas povezuje domovina, Slovenija. Slovenski narod ima svoj kulturni, zgodovinski in življenjski prostor. Imamo bogato zakladnico spominov, kulturne dediščine, izročil in mislimo, da je prav, da otroci to spoznajo, da čutijo ljubezen do domovine, do izročila svojih prednikov, do tele ožje domovine tukaj pod Gorjanci. Opazili smo, da prav v tem projektu so se otroci začeli zavedati tega, da so opazovali, ko so opazovali svojo vas, Gorjance, potoke tukaj pod Gorjanci, da so opazovali to pokrajino. S tem so želeli tudi vzpodbuditi domovinsko zavest pri mladih učencih. Že lansko leto smo vsi začutili, se pravi sodelujoči mentori in otroci, da jim manjka otrokom, se pravi te domovinske zavesti, da se ne čutijo, da pravzaprav ne razmišljajo mladi ljudje danes toliko o slovenstvu, o Sloveniji, o tem, da smo Slovenci in tako naprej. In verjetno je vpliv tujih kultur, s tem mislim predvsem angleščina, filmi, televizija, glasba, zelo močan, da mladi pravzaprav o tem ne razmišljajo toliko. No, mi na naši šoli to ljudsko izročilo iz teh krajev še prav na poseben topel način negujemo in sicer z otroško folklorno skupino. Pobrskali smo malo po skrini dedov in babic iz teh krajev in potem to vse prenesemo na tak prisrčen način v ljudske plese, šaljivke, zbadljivke, tako da s tole našo brusniško folklorno skupino smo se tudi kot nek projekt domoljubja začeli uveljavljati tukaj v tej okolici, pa tudi že v širši okolici.
Knjiga Domovina skozi otroške oči je sicer razdeljena na 2 večja sklopa. Prvi del z naslovom Skupaj zmoremo več in drugi del z naslovom Domovina raste iz mlade zavesti.